Spoštovani gledalci, pozdravljeni v Kreativi, naši novi rubriki, ki jo predvajamo premierno tudi na spletni strani lankom.si. Danes je za nami gost Aljoša Bagola, večkrat nagrajeni kreativni direktor, pisec, mož, oče, glasbenik in, kar se tiče talenta, priznan človek. Aljoša, pozdravljen v našem improviziranem studiu, drugače moji pisarni. Hvala za povabilo, z veseljem sem tu. Za uvod morda povem nekaj o našem novem kreativnem delu, ki smo ga predvali Kreativa, ker pač prihajamo iz IT-ja. V bistvu je to neke vrste javna meditacija na temo človeka, njegovega hotenja v tem zapletenem, prepletenem svetu, ki jo pa v naši rubriki povežemo nekoliko še tudi z vlogo modernih tehnologij. Rad bi rekel, mogoče začel tukaj, kar mislim, da nas ogromno ljudi zanima, kreativnost, kreativni direktor. Kako se je to v bistvu zgodilo? Kakšna je bila tvoja pot do tega naziva? Pa v bistvu je, pot vsakega izmed nas nekako začrtana, vsaj na grobo, že v peskovniku. In zdi se mi, da je pač to eno obdobje, kjer moraš nekako v sebi prepoznati nek zaklad in potem stremeti k temu, da ga z unimi majhnimi šapicami dovolj zgodaj izkopaš in ga potem kot najprej svojo dragocenost imaš samo zase, potem ga pa s časom deliš z svetom. In pač jaz sem že od nekdaj rad bival v svoji glavi, v družbi za svojo domišljijo. In ti razvlečeni panonski popoldnevi, ko pač nisi imel res nič za početi, so bili idealno izhodišče, da sem v bistvu to krepil in se nenehno, obdajal z zgodbami. Za povrh je dedek še imel v vojski neko nesrečo, kjer je izgubil večino svojega vida in je tako pač dobival te magnetofonske trakove z velikimi romani, ki si jih nenehno predvajal, in sem bil nenehno obkrožen z temi nekimi zgodbami. On je bil tudi žganje kuh in ko so pač okoliški moški tam razpakirali svoj pridelek in se tam utaborili na naši domačiji za več tednov v sezoni, sem bil spet izpostavljen tem velikim zgodbam, ki so si jih pripovedovali med destilacijo v bolj spoštovano agregatno stanje. In zato sem nekako organsko odraščal v stiku z zgodbami, v stiku z tem, da pač življenje nekako osmislijo v recimo temu kratki enoti časa, ker pač ti z neko pripovedjo dobiš čisto nov pogled na svet ali pa čisto drugače obesediš mogoče tudi to, kar si. In to se je zatem, da pač sem odraščal naprej v oštariji, v tem neposrednem stiku z ljudmi, zgolj še krepčalo. In tako sem pač v gimnaziji, v 4. letniku razmišljal, kaj za Boga naj grem študirati. Moji najboljši prijatelji so se si odpravili na pravo, ekonomijo, medicino. Meni pa to nekako ni dišalo in sem potem šel tam do šolske sociologinje, psihologinje, ki me je napotila na CSD, Mursko-Soboški, ker sem nekega dne pol šel domov z nekim Scheleshammerjem mentalnih vozlišč, interesov, in ko sem tisto doma rešil, je Baltazarjeva mašina rekla, ti pa pojdi na komunikologijo. Oziroma mi je svetovalka, za kar sem mi še danes hvaležen, priporočala komunikologijo, ki je bila takrat v bistvu zelo mlad študij, niti prva generacija je še ni zaključila. In je imela to kombinacijo prodaje, marketinga, oglaševanja, in to se mi je zdelo zelo tako vznemirljivo in celo nekako na kožo pisano. In sploh, ker je imelo še to etiketo pionirskega novega, me je še toliko bolj zanimalo. In potem seveda sem se že v 2. letniku faksa tudi prijavil na razpis na pristopu in se je potem nekako to seštelo v zadnjih 30 let. Povej mi,
Mislim, da nas marsikdo od nas morda ne razume v celoti, kaj pomeni biti kreativni direktor. Ena stvar je, da razumemo, da se moraš ukvarjati z pisano besedo, da moraš nekako biti zelo dober stilist, tako rekoč, ker moraš vizualne elemente na nek način prepoznati kot zelo ok ali manj ok. Ampak kaj je tisto delo kreativnega direktorja, ki ga zaznamuje? Meni se zdi, da veliko ljudi pozablja, zato da da si lahko dober kreativni direktor, moraš zelo dobro razumeti posel. Ker si pač v funkciji komercialnih učinkov, moraš biti dober psiholog, ker imaš opravka z psihologijo množic, moraš biti zelo dober pripovedovalec zgodb, ker moraš v zelo kratkem času nagovoriti čustva in v končni fazi tudi razum ljudi. Moraš biti dober vodja, ker pač vodiš velike ekipe, velike time, in moraš biti v bistvu nekako v stiku s to presečno množico vsega, vse to nekako hraniti in zagotavljati tudi nek svoj napredek na tem področju. Ne? In zato ni to neka estetska funkcija, ki se ti tudi velikokrat pripiše, zaradi tega, ne vem, meni je pač blizu nek stil, v bistvu izražanje skozi vizualno in potem lahko obveljaš zgolj za Važiča in pač v funkcijo, ne vem, tega, kar si. Ljudje nekako zapakirajo predvsem to vizualno formo. Ne? Tako je pač ena prijateljica od bivše punce je rekla, da ne, sem jaz forma brez vsebine, brez da bi me sploh kadarkoli spoznala ali se pogovarjala z mano. In zato tudi ta v bistvu neka glamorizacija, ki pride z oglaševanjem ali pa je vsej bila prisotna v njegovi zlati dobi, po tem čist trickle down principu se oprime vsakega izmed nas in zato pač obveljamo za takšne in drugačne. In zdi se mi, da pač je primarno, da razumeš posel in znaš v njegovem imenu pripovedovati zgodbe, zato da pač maksimiziraš učinke na trgu, seveda skladno z svojimi vrednotami, ali pa pač predvsem neko, ne vem, moralno držo, ki pač zdaj tu za vsako ceno ne zagotavlja učinkov za vsakega. In to je nekako v bistvu tak, ne vem, osnovni skill set, no, ki je kar širok in zato, da si uspešen, seveda je dobro imeti še malo manj vrednostnega kompleksa, da še bolj teraš. Tega pač nam v Sloveniji, nažalost, ali pa k sreči, kako gledamo, ne primanjkuje. In potem seveda na eni točki moraš razumeti, da je potrebna tudi tvoja velika rast v tem procesu. In to je pač lahko res krasna kariera in jaz sem ful hvaležen za to. Zdaj, ko gledava nazaj in ko pripoveduješ o praktično 30 letih, tako rekoč, biti kreativec, domnevam, da se tudi titula kreativni direktor ni zgodila kar takoj, ampak je bil to nek proces kot tak. Se ti je zdelo, da je bil ta proces dovolj hiter? Prehiter je bil v resnici. Ne? Ok, zdaj pač čez 10 dni oziroma čez 2 tedna bom star 42. Ne? Se pravi, če se spomnim, da sem te svoje prve kreativne potegavščine uprizaril že pri 4 letih in še manj, se pravi, bo skoraj 40 let kreativnih prizadevanj. In v bistvu ne smemo pozabiti, da pač ima vsak izmed nas predispozicijo za kreativnost, ker je to neka osnovna otroška energija, zaradi katere veliko stvari ušpičimo, zaradi katere radovedno raziskujemo svet, zaradi katere smo v resnici otroci. Ne? In pač ravno radovednost, zvedavost in čudenje nas dela otroke in se pravi, tega ne bi smeli pozabiti. Ne? In veliko ljudi si zameji dostop do kreativnosti, za katero so pač imeli stik v otroštvu, ker so recimo, ne vem, kasneje izbrali poklic, ki pač nekako nima tega v ospredju. Ne?
ali pa so jim celo poklic izbrali njihovi starši, ali pa ne vem, so jih usmerili v šolanje, kjer pač je bilo v ospredju, ne vem, se za naučiti neke druge kakovosti, pridobiti neke druge veščine, in potem se ta stik v bistvu namenoma izgubi. Poleg tega so pač neke druge industrije kreativnost monopolizirale, ne? Recimo Silicijeva dolina, oglaševanje, predtem mediji in založništvo, moda, recimo, ne? In potem se ustvari v bistvu neka ideja, sej jaz pa ne morem biti kreativen, ker v resnici nisem v pravi industriji, in to je zelo onemogočujoč pogled na svet, ker vsak izmed nas je izjemno kreativen, ne? In si pač mora to dovoliti. In v bistvu tudi, ne, kot pravi učenka Karla Gustava Junga, Marie-Louise von Franz, če v bistvu si ljudje prepovemo kreativnost, ne, da nismo v stiku z njo, da jo dajemo v stran, kar je tudi v Sloveniji velika težava, saj je kreativnost nekako gonilo sprememb, ne, in se ljudje tega prestrašimo, se pač zgodi, da ta močna energija pač povzroča škodo, ne, v obliki, ne vem, nevroz, čudnih psihičnih stanj v resnici, in tudi potem zatekanja k tej neki destruktivnosti, ki smo ji velikokrat priča, ne. Zato je to veliko bolj pomembna stvar, kot se nam zdi, in zato pač, kot tudi pišem v knjigi, ne, vsak tabu buta. Se pravi, kar potlačimo, butne ven na škodljiv, sabotirajoč način, ne. In če imam potrebo, da se pač, ne vem, tako oblečem, se pač moram dovoliti, da se tako oblečem, pa me pač briga, kaj si bodo drugi mislili, ne. Ker je zelo zgovoren primer bil, recimo, ko sem ga bral pred leti v časopisu, kako so čistilke enega izmed slovenskih kazinojev ropale tako, da so snele glave sesalcev in sesale žetone ven iz slot mašino, ne. In to je v bistvu genialno, ne, to je briljantna kreativnost, ne. Ampak zato, ker pač je ta energija bila potlačena, ne, se je pač pokazalo na destruktiven, škodljiv način, ne. In drugi tak primer so recimo zgodbice, ki jih ljudje govorijo pri cenilcih škode, ko so si sami naredili škodo na avtu, ne, in potem v bistvu tam kreativijo, kaj se je v resnici zgodilo, zato da bi vnovčili zavarovanje. In to so taki banalni prikazi tega, kaj se zgodi, če kreativnost potlačuješ, ne. In zato pač, če se vrnem na tvoje izhodiščno vprašanje, ki je bilo popolnoma drugačno, ne, je v resnici vsak izmed nas sam svoj kreativni direktor, ki usmerja svoje življenje. Ampak če si prepoveduje kreativnost, ga bo ta sabotirala na različne druge načine, ne. Kako bo recimo zelo kreativno varal svojo ženo in si izmišljeval, kje v resnici je, ko je pač nekje drugje, ne. In ko to ozavestimo, v bistvu vidimo, da je tako kot pač pri poklicu, kjer pač napreduje skozi nekatere korake, tudi v življenju tako, da pač moraš biti v stiku z nekimi svojimi primarnimi energijami, in kreativnost je v bistvu ena izmed njih, ne. Morda ta del, ki me generalno zelo močno zanima, časovna komponenta kreativnosti, ne? Ena stvar je ta, kot praviš in kot vemo, si večkrat nagrajen kreativni direktor. To pomeni, da so ti večkrat zapored priznali nekako kreativnost na nekem, recimo temu, nivoju v industriji kreativnosti kot take, torej si v svoji industriji si bil absolutno priznan. Povej mi, kako je glede tega zmagovanja vedno znova in znova. A je to nekaj, kar se enostavno navadiš, ali je to mogoče samo posledica tega, kar si prej rekel, kot nekaj, veste, manj vrednostni kompleks, da se moraš vedno znova dokazovati? Mislim, moraš se navaditi zagotavljati zmage, ne? To je v bistvu najtežji del, oziroma niti ne, no. Ker čeprav je oglaševanje nekako prenaseljeno z festivali, ali pa je vsaj bilo v svoji zlati dobi, pač ni tako preprosto zaporedoma zmagovati in zagotavljati v bistvu neka priznanja in nagrade. In zanimivo je bilo, ne vem, ko pač sem, ne vem, drugo leto delal v oglaševanju in res imel tak spektakularen festival,
ker sem se tako rekoč nekako lansiral v to Sfera. prepoznavnosti in pač ugotovil, ne, kako dejansko ta svet deluje. Mi je potem naslednje leto, ko pač sem bil približno podobno uspešen, ne, prišel povedati en kolega iz druge agencije, takrat priznan ustvarjalec, da to, ne, da pa to ponoviš, to je poseben dosežek. Ne, in potem se me je to vedno znova oprijelo. In ne vem, prvo leto, ko sem pač res dobil ogromno nagrad in šel s polnim prtljažnikom Lanče Y nazaj v Ljubljano, na vetrobranskem steklu sem imel šminko napisano, telefonsko številko. Ne vem, če je bila to potegavščina ali ne, ampak ne, ta v bistvu blišč ali pa ta odmerek priznanj, ne, ki ga pač danes, ne vem, doživi kdo, ki se mu zgodi influencerska slava, mogoče ne, za to silovitostjo, se te pač na eni točki dotakne in potem se želiš za tem v bistvu vsako leto znova opremiti ali pa pač dokazati. In tu je ta del, ne, manj vrednostni kompleks ali pa podobne stvari nekako v ozadju. Saj pač, ne vem, jaz sem začel pri 20 letih z tem in se takrat ne ukvarjaš z nekim posebnim preizpraševanjem, ampak imaš ogromno te mladostne energije, ki jo pač usmerjaš v ustvarjanje. In seveda en del tega si želi biti porabljen za to, da si prepoznan, da si priznan, da si validiran, ne? Ker je to osnovna človeška potreba. Mi pač moramo pripadati svojemu plemenu. Ne potrebujemo samo fizične varnosti, ampak tudi čustveno varnost. Ne? In zato so pač nagrade v tem svetu neke vrste čustvena varnost, da si dovolj dober, da si priznan, po drugi strani pa tudi fizično v smislu, da lahko napreduješ, da rasteš. In zanimivo, jaz sem potem po večjih zaporednih uspehih, ne, kreativni direktor postal pri 24, kar je bilo absolutno prezgodaj. Ne. Jaz sem pač moral voditi time, pa delegirati ljudem, ki so bili 10-15 let starejši od mene. In malo mi je bilo nerodno. Ne. In zato, kar je pa pač bila nekako kolateralna korist tega, je pa, da sem se zato naučil veliko stvari zraven. Recimo, ne vem, dizajnerju nisem hotel ob 10 zvečer težiti, ko je pač šel k družini že ob 6, ne? In sem se naučil dizajnirati skozi leta in me je pač to pritegovalo. Potem sem se naučil montirati, snemati in razvil res zelo širok skill set, ki mi še danes pride prav in sem tako rekoč self-sustainable za marsikaj. Ne? Tudi pač, ne vem, ko je prišlo do oblikovanja knjige, sem si sam to zrihtal, ker mi je bilo fajn. Ne? Nekako sem pričakoval, da boš to povedal zaradi tega. Mislim, ne zato. Ja, v stilu. To je pač neka čisto logična posledica mojega prizadevanja in tudi te želje po učenju, ker pa pravim, ne, zdaj v knjigi veliko o tem pišem, je pa ta ideja lastne vrednosti seveda zelo tradicionalno ali pa celo nacionalno, zgodovinsko pogojena z neko nizko vrednostjo. Ne. Samo v 19. stoletju je 93% slovenskega prebivalstva bilo tlačano. Ne. In se pravi, v bistvu imamo to precej globoko v sebi. Ja, in pač to traja, da ti spremeniš, da obrneš na bolje. In tudi zdi se mi, da slovensko podjetništvo izjemno prispeva k temu, da v bistvu se dogaja to reprogramiranje. Ne? Ker dejansko moraš ti novo kodo napisati. Ne? Začenši z urejanjem misli v svoji glavi. Veliko slovenskih športnikov prispeva k temu, da si mladi nekako dovolijo razmišljati o sebi kot o svetovnem prvaku, kot o NBA zvezdniku, hokejskem zvezdniku in tako dalje in tako naprej. In to se mi zdi zelo pomembno, zato je pač bi bilo treba to idejo naseliti tudi v slovenski politiki, ki jo je pač nekaj časa nosila, potem se je pa to porazgubilo v tem čistem vsakodnevnem pragmatičnem boju za 51%, ki ti zagotovijo, da pač
pristaneš pri tem. In ko se bo to zgodilo, pa tudi ko bomo presegli to v bistvu razdiralno idejo nekih povojnih dogajanj in pač res dosegli nek nivo pomirjenosti s tem, bodo tudi te ročne zavore, ki si jih nenehno zategujemo, popustile in bo pač ta naš napredek silovit. Ampak kot pravim, pri tem pač moramo sodelovati vsi, ne? Vsaka misel v vsaki slovenski glavi vsak dan šteje in to je ful pomembno. Zdaj, naslednja zadeva, ki mene goreče zanima, je razlog, zakaj oditi iz kreativne industrije, ali pa morda niti ne toliko oditi iz kreativne industrije, ampak zapustiti eno sfero in iti v eno drugo sfero, tako rekoč, zamenjati ne samo kariere, ampak tudi na nek način življenja. Če lahko mogoče poveš, kaj je bil dejansko povod na nek način tudi za to knjigo in kaj je bil tisti razlog, zakaj si ti dejansko spremenil in na nek način s tem tudi šokiral slovensko javnost v končni fazi, zakaj si odšel iz kreativne industrije kot takšne. Zakaj sem zapustil dobro plačano službo, kjer sem dobil ful nagrad in bil izpostavljen in podobne stvari, ker sem izgorel. In v bistvu je izgorelost, ko jo pogledaš malo drugače, samo ohranitveni ukrep in te v bistvu popelje na neko potovanje, ki je prepredeno z bolečino, z obupom, z grozo pravzaprav, ker je to res silovit občutek in če si seveda količkaj odgovoren do sebe, veš, da na področju, ker se ti je to zgodilo, ne moreš več ustrajati ali pa vsaj nekaj časa narediti nek umik, neko razstrupljanje v tem smislu. In ko si dovoliš recimo o življenju razmišljati na takšen način, je to veliko lažje, po drugi strani pa skoraj nimaš izbire, ker si primoran, ne? In recimo jaz sem tudi dozorel kot človek in kot sem zapisal v knjigi, ne vem, so 20 leta čas za oblikovanje, 30 za dokazovanje, 40 pa za preoblikovanje, da potem lahko spet nekako dobiš neko novo energijo za to drugo polovico življenja. In na eni točki me pač vsi uspehi, ki smo jih dosegali z ekipo, rast ekipe, niso zadovoljevali, pač posel je neprizanesljiv, velikokrat pač tu štejejo tudi še neke druge okoliščine in tako se je meni zgodilo eno veliko poslovno, osebno razočaranje, ki je zelo načelo moje vrednote in tista izkušnja me je v bistvu prisilila v to, da sem se začel izpraševati o nekih stvareh, ki so se mi zdele samoumevne, ne. Nažalost, takrat nisem storil nekega delnega umika, da bi se s tistim poukvarjal, se pač poglobje nekako spoznal z svojimi esencami, z tem, kar še neizživeto tiči v meni in zakaj me je tisto tako zelo prizadelo, ampak sem se zatekal v deloholištvo, ne. Spravi, itak sem že ful delal, ful sem iz garaške družine, to imam privzgojeno, to mi je nekako vedno šlo izjemno dobro od rok. In takrat sem pa v bistvu dal, ne do fula, ampak 2-krat čez, samo zato, da bi nekim občutkom pobegnil, ne. In danes je v poslu deloholištvo glamorizirano oziroma glorificirano, ne, ker se pač rečemo, to je pač neko odlikovanje, ki se ga lahko na koncu dne pripnemo na ponosna prsa, ampak je v resnici pobeg in je v resnici odvisnost in je v resnici zasvojenost, ki je prav tako nevarna, kot je zasvojenost z ne vem, alkoholom, drogami in ne vem, digitalnimi tehnologijami, igrami na srečo, karkoli že, ne. In tudi v deloholištvu se greš igro na srečo, ker pač ne veš, kdaj bo telo popustilo, kdaj bo tvoj popolnoma iztrošen. In zato se pač moramo tega zavedati, no. In mogoče
je ravno ta ideja, da sem dozorel, da več ni bilo potrebe, da bi bil nenehno heroj. Ne? In jaz sem pač tudi užival v tej funkciji junaka, ki je pač prišel in zrihtal in rešil in prevzel odgovornost in je bil Superman. Ne? Ko to predolgo počneš, spomnim se, ne vem, ko smo šli na prezentacijo natečaja, od katere je bilo odvisno veliko delovnih mest v firmi, in sem dobil migreno in pač je pač cel tim bil obupan, ker smo imeli dejansko sestanek, ki smo take migrene, da so pač kot da me Mike Tyson ob steno v glavo. In sem si naročil taksi in sem bil tak sivo-zelen, ko sem se vsedel noter na taksi, sem mislil, da me pelje na urgenco. Sem si rekel, ne, kar na naročniku na ta in ta naslov. In pač je bilo teh stvari preveč. In ko si pač junak na ta način, seveda ti telo tu postavi neke omejitve. In zato se mi zdi, da pač ko dozoriš, ko priješ do določene starosti, se ta potreba po junaštvu nekako odlušči in greš malo bolj lahkoten naprej. Tako da imam izjemne spomine na svojo oglaševalsko kariero, na svoje kolege, na firmo, kjer sem imel čast tako dolgo soustvarjati in biti obkrožen z izjemnimi strokovnjaki. Ker pač vedno je nek uspeh pogojen z timskim delom in z okoljem, v katerem si. Ne moreš si lovorik kar sam splest in jih nadeti na glavo, ampak je pri tem zelo pomembno, da si odgovoren vodja, da znaš biti vodja, da se ne opremiš z idejo, jaz sem direktor, ali pač kreativni direktor, ker pač direktor lahko direktuje, ni pa še nujno, da tudi vodi. In tu, se zgodi v bistvu ta preskok uspešnih moštev, ali je to v poslu, ali je to v športu, ali kjerkoli druge. In tu sem pač nekako naredil ogromno, doživel pač res veliko uspehov z ekipo in skupinskih uspehov, ki jih je imelo podjetje z številnimi drugimi vodji, številnimi drugimi direktorji področji. In potem po izgorelosti dejansko se moral zasolirati. Pač pol si kar ostane od pepela, moraš nekako. A je bilo vmes eno obdobje med začetkom te izgorelosti in spoznanjem, da moraš strateško se lotiti nečesa drugega, ali kakšno je bilo to dejansko obdobje? Mislim, to je v bistvu nekaj, kar te sklofuta in te pritisne ob zid z pištolo pritisnjeno ob čelo, tako rekoč čez noč, ampak potem, ko greš delati neko inventuro za nazaj, vidiš, da se je to nabiralo skozi leta, kjer pač tvoj sistem, kako je narejen, kako je programiran, dejansko ne dovoli, da bi pravočasno spregovoril, da bi pravočasno postavil meje tako sebi kot drugim, da bi pravočasno ukrepal. In tvoj ego se oklepa te ideje nepremagljivosti, seveda, ko imaš dovolj zalog mladostniške energije, to gre, potem pa dobiš, družino, imaš otroka, žena moja je tudi zelo zaposlena v gledališču in seveda ti odmerki energije, ki sedaj so potrebni za popolnoma novo področje v tvojem življenju, ti več niso na voljo in dejansko nisi nuklearni reaktor, ki pač kar gre in dela energijo. In pač pozabiš nase. Je pa pri tem pomembno tudi to, da si vzgojen na to, da pozabiš nase, ker moraš biti priden, odgovoren in ne smeš ugovarjati. In te stvari nekako so ponotranjene in ti deluješ po tem vzorcu, brez da bi ga sploh izpraševal ali pa se zavedal. To zdaj seveda ne pomeni te neke pohlevnosti, ker pač ne vem, če si zdaj vodja, ki zagotavlja ne vem kakšne rešitve za ne vem kakšne naročnike, pač moraš znati udariti po mizi in pač na eni točki reči, ok, od tu naprej bo pa tako. In to pač je ful pomembno. Je pa pač mogoče v ozadju to, kar imamo mi pred naloženo,
to, da se nenehno podvržeš ali pa se vsakič podvržeš kritiki, ne pa sočutju. In potem, a veš, to bi lahko še naredil boljše, to bi lahko, ne, kot Schindler na koncu filma, ki se sprašuje, koliko bi še lahko rešil, kar je pač čist drug nivo, ker tam gre za človeško življenje, ne. Ampak tu pa vseeno pozabiš, da gre tudi za tvoje življenje, ne. Ampak se nenehno daješ z kritiko, izpraševanjem, kak bi še lahko bil boljši. In tudi v končni fazi, da si nenehno najboljši, ne? Ker je mogoče na eni točki moj tim ali pa tudi cela firma vzela za samoumevno, ne? Da bomo pač vsako leto prvi. Ne? In to pa postane pol zelo naporno, ko pa moraš še voditi, ne vem, največje stvari v državi, v regiji, kar se pač tiče nekega kreativnega outputa. Kar je tudi zelo naporno, ne? Ker jaz valjda hočem imeti najboljšo možno idejo, ne? In to zahteva čas, to zahteva umirjenost in velikokrat ravno te vodstvene pozicije in ta introvertirani svet, ki ga ti potrebuješ zase, ne hodite ravno z roko v roki, ne? In tako sem se večkrat zalotil, da sem prav imel vročo glavo v pisarni, ker sem, ne vem, tu še dizajniral za prezentacijo, na katero sem šel in je taksi čakal že pred oknom in sem ga s tem očesom periferno videl. Tu sem gledal in poslušal brainstorming, ki sem ga imel v pisarni za projekt, ki bo jutri, in to je bilo non-stop, ne. Potem sem šel predavati na faks, potem sem prišel domov, sem pisal kolumno za, ne vem, marketing magazin ali potem še za kakšne druge stvari, in nisem znal reči ne. In potem seveda pride udarec. Ja, pač, ko sem o Mike Tysonu govoril, ne, in ti si me spraševal, kakšen je tu plan, ne, in Mike Tyson je povedal, ne, da pač everybody's got a plan and then they get hit, ne. In pač točno tako je bilo, ne, sem imel načrt, kako bo to samo še, ne, bliž, potencialno. Ne bliž, ampak da pač rastem v tej industriji, da pač je to nekako začrtana pot, čeprav sem nekako se izpraševal, zakaj tako bedno se počutim, če pa sem tako kao uspešen, ne. A si kdaj imel mogoče občutek tega, da ko si bil tako rekoč na vrhuncu, v knjigi nekako pišeš o tem v prispodobi tega, da si vsak dan imel občutek, da si šel na Everest, ampak nisi pa nekako užival tega vrha, ne. Danes nam ogromno nekih strokovnjakov, psihologov, psihiatrov na koncu koncev govori, da je potrebno tudi uživati svoj uspeh in to, kar počneš. Ne. Se mi zdi, da nekako to, kar si prej govoril, ne, da v bistvu svojega uspeha kot takega nisi užival dolgo ali ga sploh mogoče nisi užival, ampak si ga enostavno samo vzel kot del realnosti. Spomnim se, ko je moj brat Dominik, ki je tudi 15 let delal v kreativni ekipi Pristopa, je dobil na Magdaleni nagrado za mlade kreativca, pač prišel na oder, pa je ful tako dvigoval pokal, ne, in pa prišel dol in s tem, in mu rečem, kaj pa tu neki, tu se duvaš, ne. Važiš se. Kaj je s tabo? Jaz sem samo vesel, ne. In jaz sem imel ves čas to neko idejo, da moram downplayati svoj uspeh, ne. Veš, ne vem, tam, kot sem rekel, prvo leto sem šel 15krat na oder, prišel sem na faks, ker je profesor marketinga Zlatko Jančič zahteval, da vsi sošolci v največji predavalnici vstanejo in mi ploskajo, ne. In mi je bilo tako, ja, počutil sem se počaščen, ampak je pa bilo saj si ne zaslužim tega, ne. Pač ta sindrom vsiljivca, ki ga pač imamo velikokrat, ne. In potem sem vedno se spomnim, ko sem spet, ne vem, prišel iz dvorane in tam sedel Dragan Sakan, alfa in omega regijskega oglaševanja, lastnik agencije Sači & Sači, ne vem, kreativni direktor, in je pač mi vedno povedal, ob sebi je imel krasno blondinko, kadil je in je rekel, čestitam za sve nagrade, mladi umetnik, ne. In to je pač bilo, to je bila ultimativna čast, vsako leto znova, ne. Po drugi strani pa spet nekaj kljuba. In Slovenci smo malo cepljeni z tem, da si uspeha ne dovolimo brez upehanja, ne.
Se pravi, uspešen sem lahko, če pri tem crknem. Sam to je opravičljiv uspeh. Ne? Če najprej crknem, potem ali pa da je zelo blizu eno z drugim. Ker sicer ti drugi vedno postrežejo z tem, ali pa predvsem sam sebi, da se z uspehom duvaš. In to je bilo tudi v tem primeru velikokrat in mogoče oglaševanje vseeno je izpostavljeno, ni pa nekega neposrednega stika, kjer pač imajo, ne vem, športniki priložnost, da o tem še kaj povejo, da pač dobiš nek feedback o človeku, ki ga dejansko tudi vidiš. In zato, kot sem že rekel, sem jaz pač obveljal za naduvanega frajerja, ki pač tam z nekimi, ne vem, oglaševalskimi nagradami frajeriši. In v bistvu tako ta del, ki to ve, pa ki si želi povedati ljudem, pa saj sploh nisem tak, to je pač posledica, pa da si na eni točki malo frajer, pa izpadeš tudi, želiš tak izpasti, ampak vseeno pač imaš neke vrednote, ki so v stiku z tvojim okoljem, in pač hočeš reči, saj tudi jaz vam pripadam, nisem takšen. In potem, ugotoviš, ljudem gre uspeh na živce. In to nažalost... Tu je uspeh. To nažalost, tudi lastenim včasih gre na živce, ker ne vejo, kaj naj z njim pol naredijo. In potem ga, pa se mi je posrečilo, pa saj veš, kak je, ali pa se skrivajo, da ne bi druge preveč vznemirili. In potem postaneš v bistvu uvideven do drugih, kar ni prav, ker se mi zdi, da moraš v uspehu znati uživati, moraš na Everestu postati ali pa na Triglavu, da nisi samo šerpa, ki šepa gor za druge. In zato moraš paziti na to svojo vlogo žrtve, ki je ful težka za prepoznati jo, ker se spretno skriva. In to je spet en tak naš nacionalni sindrom, da hitro zapademo v vlogo žrtve in smo šerpe. Glej, jaz za vas to vse delam. Tudi veliko zaposlenih v podjetjih. Kaj vse za vas naredim, vi pa meni tako. Ali pa, ne vem, doma v družini, ta tudi požrtvovalna mati, tradicionalna slovenska. Vse imamo radi svoje mame, ampak velikokrat je to, da pač se trudi postreči s kosilom, ampak zgolj zato, da lahko postreže še svojo žrtvijo. In to se te pač oprime, mi smo kot oni velkro, ježki, veš. Pač vse se te prime in s tem hodiš okoli oprtan celo življenje in potem moraš to malo posmukati dol, ker sicer te v bistvu to nekako ugonobi. In zato je ta ideja uspeha z upehanjem, ki je edina dovoljena pri nas, zelo nevarna, zelo rušilna. In tudi to, kar sem prej govoril, če hočemo v bistvu doseči nek napredek, moramo biti sposobni ljudem privoščiti uspeh, da smo veseli za njih, da se veselimo, tudi če imajo nov avto, da se veselimo, tudi če grejo lahko na dobre počitnice, zato ker te to dvigne na nek drug nivo delovanja in ko si ti sposoben iti na višji nivo, ker recimo ti lahko težave, ki so v tvojem življenju nastale, rešuješ samo na višjem nivoju. Jaz sem pač lahko svoje težave rešil samo tako, da sem se potrudil iti malo više in videti jih na drugačen način, da sem lahko z njimi, ne vem, kot pač Tom Cruise v Minority Report, tisto dela. Pač tako moraš biti eni bo više, da imaš bolj ta globalen pogled. Ampak tu sam, da dodam, da dejansko pa je veliko ljudi žrtev sistema in nimajo na to vpliva. Zato, ker so se pač podali na neko pot poklica izobrazbe, kjer jim pač, ne vem, lastnik en dan sporoči, hvala lepa na svidenje. To je težko. Tu je res ljudem izjemno težko in teh primerov v Sloveniji je veliko in bojim se, da pač glede na to, kako globalni sistem deluje in kako z zamikom prihajajo v bistvu neke patologije z ameriškega trga, da bo pač teh stvari nažalost vedno več in to me skrbi. In ravno zato je treba si prej narediti neko zalogo dovolj vedrosti ali pa nekega zdravega optimizma, da ko bojo pač te težke stvari prišle, da bomo pač zmogli.
oziroma so že tu, no, oprosti. Nočem zdaj težiti. Absolutno. Tem, ja. Absolutno. Mogoče se dotakneva knjige same. Na nek način, tako kot sem povedal, gre za bistven premik tudi v tvoji karieri iz kreativnega direktorja v tako rekoč pisca knjige in zdaj tudi, koliko razumem, pišeš že novo knjigo oziroma dokončuješ. Kaj ti je dalo misliti, da bi to bil pravi medij, skozi katerega bi lahko sporočil v bistvu to svojo življenjsko zgodbo? Pravzaprav nič. Bilo je zgolj potrebno prebiti se skozi to surovo ugotovitev, da pač to, kar sem zgradil, to, kar sem dosegal, to, kako sem lahko prispeval, več ne more trajati. Jaz sem pač prvi dan izgorelosti vedel, da pač moram iz službe, iz oglaševanja in urediti te stvari, ker je pač tu lakmusov test vsakeč znova tvoje telo, ki pač, ne vem, Supermana, ki je prej, dajte mi vse, pa bom jaz to zrihtal, ne? Zdaj v pisarni tak. Ne? Ampak ljudje še vedno mislijo, da si Superman, ne? Da si pač se malo zdaj spočil in da lahko nadaljuješ s tem tempom. Ampak tega pač ne moreš zameriti, zato ker pri izgorelosti dejansko ti ne vidiš, v kakšni bolečini je nekdo. Ne? Če pač to lahko vidiš v prometni nesreči, kjer nekomu kosti štrlijo skozi meso, ti pač sam skozi podočnjake in malo zabluran pogled ne vidiš te brutalne bolečine, s katero se človek sooča. Ne? In zato je tudi toliko težje se prebijati skozi neke potrebne stvari, da pač ne vem, pomirjen zapustiš neko kariero, predvsem s tvoje strani, ne? In da tvoj ego dovolj raste, da lahko opušča nekaj, kar ga je tako, kar so v bistvu bili njegovi podporni stebri, ne? Veš, uspešne kampanje, to in to. In zato je knjiga v bistvu bila edini možen medij, da samoterapevtsko predelam neke stvari, ker mi je bilo to v smislu, ne vem, kreativnosti, ki sem jo imel še vedno tu in jo nisem mogel udejanjati na tistem področju, najbolj naravno. Mislim, meni se zdi menjava kariere, potem, ko si v neki stvari in v neki branži toliko uspešen, kot si bil ti, pač za marsikoga se zdi to nora poteza. Zaradi tega, ki si mislijo, ne glede na to, tako kot si rekel, se pač malo spočiješ in nadaljuješ z istim tempom ali še hujšim tempom naprej. Ne? Ampak ti si popolnoma zamenjal to, kar počneš. Ja. To je na nek način redkost tudi v slovenskem prostoru. Tudi med podjetniki je redko, da vidimo nekoga, ki bi ne vem, šel med predavatelje na faks, recimo, ne? Potem, ko je delal v privatnem sektorju toliko in toliko časa. Ne? A je to mogoče to tvoje novo življenje, ki zdaj traja zadnjih par let dejansko? Je to, kar zdaj v tem trenutku res živiš? Je to, za kar lahko rečeš, da si v redu? Absolutno. V bistvu pač neko trmasto vztrajanje, da bi sebi ali pa komu drugemu dokazal, da zmoreš, je v končni fazi spet na tvojo lastno škodo. In dejstvo je, da se ljudje sprememb ful bojimo in mene je bilo isto grozljivo strah, kaj bom počel, na kakšen način bom počel in ali bom tega zmožen. Ampak sem pač nekemu glasu sledil in čutil, kje se počutim dobro. Ne? Predaval sem že prej na fakulteti, veliko sem predaval vmes in v končni fazi tudi vsaka tvoja prezentacija, kreativne ideje, neke vrste predavanje in nastop, za katerim pač tvoj prodajni nastop pravzaprav. No. In zato sem pač neke stvari, ki so me vedno zanimale, ki sem jih poznal in sem želel še bolj globoko pokukati v zaodrje, sem jih začel pač dajati v neko molekulo, o tem pač predavati in to je bilo v stiku z mojimi vrednotami in zato sem se tam vedno dobro počutil. Na odru sem vedno užival. Pravim, zadnja 3 leta v oglaševalski službi sem pa dobesedno trpel, ker sem se moral res prebijati skozi to srditost ali pa silovitost izgorelosti.
In potem, ko v bistvu spremembi dovoliš, da te vodi, da zaupaš neki svoji intuiciji ali pa si v stiku s svojimi vrednotami, je pač kakšen korak še vedno okoren, ampak precej lažji. Ne? Tu je meni v prid zagotovo bila terapevtska pomoč, kjer ne vem, te pač psihoterapevt lažje nekako sooči, glej, ti si v resnici to in to, ne? In da prideš skupaj do tega in ti najprej rečeš, ja, seveda. Ne? Tako kot je meni terapeutka rekla, ja, saj to je manj vrednostni kompleks, pa je jaz, manj vrednostni kompleks, se hecede. In pol melješ, ugotavljaš, sanjaš, gledaš stvari, se vračaš, ne vem, v otroštvo, k tvoji družini, k njihovim oziroma tvojim vzorcem in potem ugotoviš, ok, to je template. Ne? In pol, ko imaš template, seveda deluješ v skladu s tem, da te to zdaj ne prestraši do konca, ne? Kot si pač rečemo, ja, pa sej mi smo ubogi Slovenci včasih. Ne? To ni prav, ne? In ker imamo, ne vem, svojo državo, potem, ko smo bili, ne vem, tisočletja zlorabljani v resnici, ne, z različnimi gospodarji, in to je pač izjemen dosežek. Imamo svoj fantastičen jezik, v katerem se lahko izražamo, imamo izvrstne ideje, ki slovijo po celem svetu in dosežke, ki nam morajo pač biti v čast in predvsem motivacija, da ko vidimo ta template, ne, da ga v bistvu usmerjamo v neki pravi smeri. In zato je dejstvo, da nas bo sprememb vedno strah. Zato, ker tudi, ne vem, naš biološki ustroj vedno išče negativne informacije v okolju, zato ker so te za naše preživetje pomembnejše. Ne? In potem, ko se lotevaš sprememb, ok, kako bom zdaj jaz plačeval položnice, kako bom jaz zdaj poskrbel za to in to in to, kako bom jaz zdaj to, kako bom jaz zdaj to. In če nenehno deluješ za pozicije strahu, se seveda ne odločiš za spremembo. Ne? In potem si v tej utvari varnega zavetja, v resnici si pa zgolj v zavetju znane bolečine. Ne? Se pravi, veš, da ti ni fajn, godrnjaš čez druge, godrnjaš čez uspeh drugih, ampak vseeno pač strajaš, ker misliš, da se pač ne da in da so drugi ali bili ful srečni, da se jim to zgodilo, ali da imajo ful denarja, ali da so ful lepi, ali da so ful to, ono, tretje in četrto. In potem si narediš ta seznam samoopravičil, ki si jih vedno znova ponudiš, oziroma ti tvoje nezavedno takoj ponudi, vse ti ne moreš, oni mi tako ali pa to. In potem ostaneš mogoče tam in seveda po drugi strani pa pač eni ljudje uživajo v svoji karieri 50 let ali pa so srečni s svojim poklicem, ki je zelo minimalističen, pedanten in pač so, jaz mislim, da so najbolj srečni ljudje tisti, o katerih sploh nič ne vemo. To je zagotovo. Nekaj, kar sem tudi zelo želel spregovoriti s tabo, je dve pomembni temi. Sreča in pa usoda. Ves čas, tudi danes, ko se pogovarjava, govoriš večinoma o trdem delu. Ponavadi tudi podjetniki kot taki ne verjamemo, kaj je dosti sreča. Verjamemo, da je sreča bolj kot ne zgolj posledica nekih aktivnosti, ki smo jih izvedli na poti, zato da imamo na koncu tisti kanček, ščepec, dodatek, ki prispeva končno k zmagi. Ne? Ampak recimo predvsem v kreativnosti, ki je, se boš verjetno strinjal, objektivna, kar se tiče samega pojma, zelo težko je reči, da kreativnosti ni ali da ne obstaja. Ne? Samo presojevanje le-te pa je verjetno zelo subjektivno. Ne? Nekomu je nekaj všeč, nekomu nekaj ni všeč. Ne? Koliko misliš, da je tvoj uspeh v življenju, pa recimo temu do te knjige, ne, bil odvisen tudi od sreče? Jaz mislim, da je sreča precenjena. Je v bistvu itak skrita ali pa je sreča fasada za neka čustva, ki so lahko, ne vem, radost, veselje, vzhičenost. In zato pač ljudje dejansko ne vemo, kaj točno čutimo, ko govorimo o sreči, ne? Ker velikokrat gre, ne vem, za pač biokemične procese v naših možganih, ki so pač
po nareku matere narave narejeni za to, da preživimo. Ne? Recimo, tehnologije Silicijeve doline ugrabljajo naše možgane za to dopaminsko zanko, ker pač neurotransmiter dopamin, ki se izloča ob vsakem obvestilu o lajkih, obvestilu o komentarjih, obvestilu o novih sledilcih, ne, je v bistvu to mehanizem matere narave za privzgajanje dobrih navad. Ne. Se pravi, ko so starši ali pa ko so nas starši pohvalili, da smo naredili nekaj dobrega, ne, pa so rekli, pride, ne, se je isti proces zgodil. Neurotransmiter dopamin, mi smo bili vsičeni, radostni, ne, in starši nas pohvalijo ko naredimo nekaj koristnega za družino. Ne. V pradavnem času je to pomenilo, da si naredil nekaj koristnega za pleme, da si zaščitil pleme, in če si zaščitil pleme, pomeni, da si preživel. In naravi je pomembno samo, da preživimo in da se razmnožujemo. Ne. In iz tega mehanizma pa izhaja vse okoli. Ne. In potem, ko v bistvu se počutimo danes, ne, slabo, nezadovoljni, gremo pofejkati svojo srečo, ne, se nasmejani objavimo, zato da dobimo ta biokemični proces, ki nas bo vzradostil in nas v bistvu nam dvignil razpoloženje. Ne. In to je v bistvu tako, da bi lahko to vsakič znova krotili z bombonjero. Ne. Samo tako se mentalno prehranjujemo danes, kar je katastrofalno izhodišče za našo duševno zdravje. Ne. In potem si tudi naredimo nalepke za svoje življenje, ki rečemo, usoda je hotela tako, da sem jaz pač nesrečen. Ne. In ne vem, jaz recimo za koga zgledam ful srečen, ker imam to, pa sem uspešen, pa nekaj vse. Ne. Ampak se večinoma ukvarjam z totalno težkimi duševnimi stvarmi ves čas, ki pridejo z izgorelostjo. Ne. In to že zadnja 4 leta intenzivno. Ne. Ampak pač veš, da moraš to predelati, zato ker pač, ko se spustiš globoko v svojo strukturo, ne, je usoda, oziroma kot je Jung povedal, ne, ljudje v bistvu to nepobotanost našega zavednega in naše zavesti, ne, imenujemo usoda. Ne. In samo zato, ker eni notranji mehanizmi, ki so tako kompleksni in z njimi nismo v stiku, potem našemu življenju nalašč ali pa zavzeto nagajajo, ne, pač rečemo, usoda je posegla vmes. In veliko ljudi dejansko doživi na vrhuncu svojih uspehov, ne, velike spodrsljaje, ali si jih zakuhajo, večinoma si jih zakuhajo sami. Ne. In to je v teoriji psihoanalize zelo dobro razloženo z konceptom senc. Se pravi, z vsemi temi nezaželenimi lastnostmi, stvarmi, ki so v vzgoju bile prepovedane in smo jih mi odrinili daleč stran. Ne? Ampak niso izginile, šle so zgolj nekam v temne kotičke in nam od tam povzročajo veliko škode. Ne? In ko pač začneš na ta način razmišljati, se ti dejansko odpre nek nov pogled na tvoje življenje ali pa na to, ne vem, kaj usoda je, ali pa to, da vse prepustiš neki zunanji avtoriteti, Bogu, šefu, duhovniku in pač ti odločajo z mojim življenjem ali pa partnerju, ali pa svojim otrokom. Ne. In to je v bistvu zelo neodgovorno do sebe. Ne. Se pravi to, da misliš, da moraš nujno, zapovedano in v vsakem trenutku biti srečen, kar dejansko pospešujejo ti družbeni mediji, ne, z tem steroidnim objavljanjem, glamuriziranjem uspeha. In drugo je to, da pač se odpoveš kakršnemu koli prizadevanju, da lahko svoje življenje obrneš na bolje, da lahko svoje počutje izboljšaš, da lahko, ne vem, svojo družino dejansko nagradiš z boljšo verzijo sebe v vsakem trenutku. In seveda je pa težava v tem, da je iti v svoje nezavedno in se ukvarjati z svojimi temnimi stvarmi, ne, zelo težko. Ne. Kenan Crkić, najin dober prijatelj, ne, lepo govori o indijanski zgodbi o črnem in belem volku, ne, kjer pač dedek razlaga svojemu vnuku, da v nas živita dva volka, bel in črn, ne, in en predstavlja našo ambicioznost, lepoto,
ljubezen, drugi pa naše temne strani, ne? Sovraštvo, pač karkoli grdega. Ne? In potem ta malega zanima, kjer zmaga. Ne? In zdaj pač dedek mu odgovori, tisti, katerega hraniš. Ne? In če hraniš samo belega, ne, bo črn postal tako lačen, da bo belega napadel in se bosta pobila do konca. Ne? Zato pač biti v stiku z svojimi temeljnimi stvarmi je zelo pomembno. In vem, da bo zdaj to eno tako mini psihološko blebetanje, ampak svoje sence najlažje prepoznamo v drugih. Ne? In zato je najlažje vedno pokukati na politični parket, ne? Ker ena stran drugih vedno vidi najhujše zlo. Ne? In tisto, kar pri drugih najbolj bode v oči, s tistim se moramo pokvarjati. Ne? Poglej, kako so oni požrešni, ne? Ali pa lakomni. Ne? In pol se ukvarja s tem, zakaj me to tako moti? Mogoče si jaz tega ne dovolim, ker mi je bilo to prepovedano. Ne? Ker pač z vzgojo za 150,000 nej, ki jih slišimo do 4. leta, ne, se te sence ustvarja. Zato, da pač družba funkcionira, se ene otroške lastnosti morajo prepovedati oziroma umakniti. Ne? In ko smo odrasli, pa te otroške lastnosti, infantilne, naivne, ne, ko pač rečemo, ne, to je navadna otročarija, otroški vrtec rečemo. In točno to se dogaja, ko se te otroške lastnosti mečajo naprej in se en drugim učitajo, spravi, tam se kažejo sence ene in druge strani. Ne. In zdaj, če si ti odgovoren posameznik in ti gre pri nekom ful na živce nekaj, tega ne greš pisati na Facebook, ampak se umakneš, daš telefon stran in razmišljaš, zakaj gre to meni na živce? Kaj je takega v meni, da me to tako jezi? In potem si moraš to, kar ugotoviš, zdravo priključiti. Si rečeš, kaj pa če danes jaz za 10% zvišam svoje cene, ker se dovolj cenim za to. Ne? In pač zvišaš svojo ceno za, ne vem, na računu, na fakturi in pač rečeš, situacija je taka, ali pa sploh nič ne govoriš. Ne? Itak je v teoriji marketinga psihološka meja 10% vsako leto, da bi lahko zvišal nekako svojo ceno v tem smislu. Ne? In ko si to dovoliš, ti naenkrat oni več ne grejo tako na živce. Ne? Recimo, meni so tudi bogataši šli ful na živce. Recimo, ne? In kaj, ne, imaš pač privzgojeno, seveda, rodbina kmečkih družin že od nekdaj, ne, ima pač ta vzorec zapisan, ne, da pač ne mara gospodarja. In potem moraš s tem znati razčistiti, ker če ne, te samo razmetava po Facebooku ali pa po življenju. No? Mogoče še ena stvar, katere se nismo tako dotaknila, je pa tudi temeljni del nekako naše rubrike odnos do tehnologije. Mislim, da kolikor sem videl, si prisoten na družbenih omrežjih, si najverjetneje že zaradi samega poklica moral biti v stiku z novimi spremembami. Ampak kako zadeve dojemaš recimo danes? Recimo, kar je na nek način, ne bom rekel paradoks, ampak dolga leta si delal v kreativni industriji, ne? Zdaj je tvoj glavni prepoznavni znak knjiga. Kaj je tisto, kar misliš, da ti je tehnologija skozi leta dala in koliko je prispevala k tvoji kreativnosti in koliko misliš, da ti bo vnaprej? V bistvu so v zgodovini človeštva vedno uspele tehnologije, ki so uspele spremeniti naše obnašanje. Ne? In to pomeni, da imajo tehnologije moč, da vplivajo na naše misli, kar vpliva na naše čustva in to se sešteje v naša ravnanja. In zato so tehnologije izjemno močne in zato smo trenutno na točki, kjer dejansko tehnologije upravljajo z nami, ne pa mi več z njimi. Ne? In zagotovo so tehnologije vedno služile kot neki mejniki za napredek človeštva. Ne vem, ko smo pač iznašli kolo, ko smo udomačili konje, ko smo izumili pisavo, vse te stvari so prispevale k nekemu našemu napredku do točke, kjer pač danes lahko, ne vem, umetna inteligenca z neverjetno gotovostjo napove obnašanje ljudi, katerih informacije so pač platforme zbrale v dovoljšnem obsegu. In tu se pač je prvič mogoče, ko se meni pojavlja velika ali pa pretirana skrb za dobrobit ljudi, ker pač družbeni mediji, ne, pa v resnici ni bilo nobene potrebe, da bi jaz bil
na družbenih omrežjih, zato da bi razumel, kako delujejo. Ker pač smo imeli v podjetju dovolj strokovnjakov, ki bi mi to povedali, pa bi mi rekli, ok, ta ideja za TV spot, ki si jo razvil, je pa na digitalu lahko preformatirana v takšen način. In tudi smo tako delovali. Ne? Recimo, jaz sem vrsto let delal z Matevžem Klanškom, ki je pač eden izmed soustanoviteljev Celtre. In pač jaz sem imel, ne vem, kampanjsko idejo, the big idea, ne, on je pač samo razložil, in je pač to preformatiral v digital svet in je bilo meni, wow, ne. Mene ni tako zanimalo v resnici to, ne, ker sem zelo tradicionalist, jaz pač ljubim obliko zgodbe, ne, in pač katerikoli medij jo prenese, mi je sekundarnega pomena, ne. Pač rad sem delal ful te velike, famozne TV spote, ki so tudi moja neka oglaševalska zapuščina. Rad sem recimo formatiral zgodbo v tiskane oglase, ker moraš zgodbo povedati popolnoma drugače. Sem samo eno fotografijo, pa mogoče kaj kratkega za napisati. In ta izziv je bil meni vedno blizu. Medij kot tak mi je pa bil v bistvu samo pač, ne vem, vesel, se pravi nekaj, kar pač ponese, kanal, ki ponese to do ljudi. No in zdaj na tej točki je druga moja skrb ta, da so pač družbeni mediji ugrabili koncept zgodbe oziroma to, kar zgodba je, za deljenje banalnih trenutkov. Ne? Se pravi, zgodba ima že po Aristotelu jasno strukturo, jasno zgradbo, mora imeti zaplet oziroma konflikt, razrešitev in potem v bistvu nek katarzični moment. Ne? In zdaj pač ti vzameš družbeno omrežje, kjer pač piše story, ne? Imaš tam plus, dodaj svojo zgodbo. In zdaj pač jaz pofotkam müsli z jogurtom, ne? In je to moja zgodba, ne? Nekdo se pač pofotka, kako je šel na fitness. To nima veze z zgodbo. In zgodba je v bistvu eno izmed civilizacijsko najbolj pomembnih orodij za ustvarjanje naše identitete, ne? Ker pač to, kar si, zahteva, da poveš neko zgodbo. In zdi se mi, da moraš na koncu življenja biti sposoben, ne, povedati neko zgodbo, oziroma vsi tisti spomini, ki se ti odvrtijo, bodo najbrž v obliki, če si življenje dobro živel, dobrega hollywoodskega filma, ne, ali pa pač evropskega, kakorkoli, odvisno od budžeta. Ne. In zato je ta premik, kjer po eni strani ljudje ne razumemo pomena zgodbe in v bistvu zelo malomarno ravnamo z njo, in ta, da je v bistvu avtonomija odločanja pristala v rokah umetne inteligence, ki je samoučeča se, ki se izpolnjuje, in pač vem, da zdaj tu tacam po tvojem področju, Nič takšnega. Je strašljiva iz enega razloga, in to je zato, ker, kot pravi slogan enega slovenskega podjetja, in se mi zdi ful dober, moč potrebuje nadzor. Zdaj tega nadzora ni. Zato, ker pač Facebook lahko počne, kar si izmisli, Google lahko počne, kar si izmisli, Apple lahko počne, kar si izmisli. In to je precej strašljivo. Ker smo na točki, kjer so v bistvu korporativni odvetniški oddelki postali močnejši od nacionalnih zakonodaj. In v bistvu se morata ti dve skledici na tehnici nekako spet nivelizirati na enem nivoju, in zato pač bo potreben čas, nažalost bo pa zato potrebno veliko žrtev, in to bo predvsem na področju duševnega zdravja. Ker pač vidimo, kaj se dogaja zaradi, ne vem, Facebookovih filter mehurčkov, tega, da pač so ljudje ujeti v neko idejo teorij zarot, nekih alternativnih dejstev, ki škodijo in pač pršijo neko negativnost naokoli. In to je pač velik izziv za vse ustvarjalce, ne. Druga težava je v tem, da so recimo umetno inteligenco v začetku programirali, ne vem, 14-20 let stari fantje, ne. In umetna inteligenca bo v prihodnosti odločala o primerih na sodišču, o tem, ali je kdo obtožen po krivem ali ne, o tem, ali lahko gre. Zdaj, kar je korona še poglobila,
je mogoče še bolj strašljivo. Ne? Na Kitajskem so uvedli face recognition, ki je v bistvu povezan z nacionalno zahtevo oziroma ideologijo, da morajo vsi biti srečni. Ne? In zdaj v bistvu, če nisi srečen, boš pač umaknjen v psihiatrično ustanovo. Ne? In to so zelo zaskrbljujoče stvari, ki pač so izgledajo utopične in distopične, ampak so zaradi situacije zdaj, ne, so tu in so legitimne in pač nihče kaj dosti o tem ne govori. Ne. In zato moramo biti odgovorni, zato morate podjetje, kot je vaše, imeti jasna, trdno izdelana moralna stališča. Ne. In pravim, kot je umetna inteligenca programirana za strani nedoraslih fantov, ne, ki so pač za povrh bili samo določene pripadnosti, ne, in zato ima v kodi veliko mizoginega, se pravi nenaklonjenega ženskam, drugim rasam, manjšinam. In to so moralno-etična vprašanja, ki niso na filozofski ravni, ampak bodo kmalu na dnevno praktični ravni, da boš pač lahko šel v trgovino ali pa ne, ker nisi dovolj srečen in te bo pač mogoče nekdo prišel iskat in boš moral pojesti tabletke, ki so jih predpisali. Jaz res upam, da tabletk sreče še dolgo ne bomo potrebovali. Aljoša, najlepše bi se ti zahvalil za obisk v Kreativi. Mislim, da si izredno izčrpno povedal ogromno o sebi, o svojem življenju in absolutno želim, da si v redu in dobro še naprej. Zelo se veselim od tvoje naslednje knjige. Najlepša hvala za obisk. Hvala za povabilo. V improviziranem studiu. Krasen studio, fajn pogovor. Mogoče je fajn zaključiti na pozitivni noti in zdi se mi, da pač neko upanje v to, da si pač kot ljudje zaslužimo živeti neko izpolnjeno življenje, mora biti naše vodilo ne glede na katerokoli situacijo. In pravim, ne, ko se bodemo z porastom zunanjih tehnologij, ne pozabimo, da imamo v sebi to notranjo moč, intuicijo in inteligenco, ki pač skrbi za naše preživetje že na milijone let in da se moramo na to zanesti, na ta edinstveni glas. In vsak izmed nas je kreativen, edinstven, poln ljubezni, če si to dovoli. Ja, in zato lahko stopa po neki svoji poti, ki ga vodi do nekega življenja. Ne? Kot pač pravim, smisel življenja ni v tem, kar pustimo za sabo, ampak v tem, kar življenje pusti v nas. In zdi se mi, da je fajn živeti v skladu z neko mislijo, ki ni vezana samo na materialni svet, ampak na tisto, kar imamo vsak dan pred očmi, pa nam mogoče uide zaradi popolnoma nepotrebnih reči. Hvala za to zadnjo pozitivno noto. Želim ti ogromno sreče in trenutkov, ko boš v redu. Hvala.